Poglejte, danes bi jaz spregovoril predvsem o 3 temah, seveda boste imeli verjetno tudi kakšno vprašanje. Prva tema je seveda tragičen dogodek na Vrhniki, druga tema je današnja koalicija, torej koalicijski vrh, o tem, kaj smo se tam pogovarjali, in potem bi spregovoril še o primeru Bavčar. Najprej naj povem, da sem že cel teden v stiku s terenom, z ministrstvi in pristojnimi službami glede tega, kaj se je od tragičnega dogodka prejšnji ponedeljek dogajalo na Vrhniki. Spremljal sem ves čas poročila to dogajanje in seveda ugotavljal, da so službe sicer bile aktivne, vendar pa je prihajalo do različnih nesporazumov, do nekaterih kratkih stikov pri obveščanju in zato sem tudi sam šel na teren, da preverim neposredno v stiku s civilno iniciativo in predstavniki civilne družbe, kako so oni pravzaprav kot občani, občanke doživljali to situacijo po tem tragičnem požaru in uhajanju teh strupenih snovi v okolico. In seveda sem ugotovil, da ljudje so žal imeli občutek, da tudi v tem primeru nekako so bili v določenih segmentih ali pozabljeni ali prepozno obveščeni se strani lokalnih oblasti, se strani nekaterih državnih institucij o tem, kaj se dogaja. Zato sem seveda naročil že konec prejšnjega oziroma začetek tega tedna, da mi mora danes ministrica za okolje in prostor pripraviti celovito poročilo, medresorsko poročilo o tem, kaj se je v zadnjem dobrem tednu dni dogajalo v zvezi s tem dogodkom. Naj rečem, da tu ne gre samo za izjemno nevaren dogodek, požar, uhajanje strupenih snovi v okolico, gre tudi za gospodarsko škodo in predvsem tudi za neko človeško škodo. Ljudje zdaj tam živijo v negotovosti, v strahu in seveda uničen je tudi del narave, naravnega okolja in to je vse skupaj nekaj, kar je seveda popolnoma nedopustno, zato zelo intenzivno seveda delamo tudi na tem, da ugotovimo, kdo je za to odgovoren. Prepričan sem, da bo podjetje, ko se bo ugotovilo, kdo je za to odgovoren, moralo te posledice seveda nositi na ustrezen način in do tega bodo pripeljali ustrezni postopki. Mene je pravzaprav oseben stik z okoljem kar pretresal, videl sem, kako je pravzaprav se zalezel v ljudi nek strah, neka negotovost, kako je uničena reka oziroma potok Tojnica, kako je uničena okolica, kako je zdaj nerodno, pravzaprav, ko ljudje ne vejo, ali lahko svoje njive, povrtnino, karkoli pravzaprav uporabljajo, ali lahko zelenjavo jedo, uživajo, ali lahko otroke pustijo ven, da se igrajo na prostem, skratka polno nekih vprašanj. In jaz verjamem, da še posebej danes, ko so pristojne institucije le podale končna poročila o teh izsledkih glede onesnaženosti, glede nevarnosti za ljudi in okolico in ko smo dobili celovito poročilo ministrstva, ga obravnavali na vladi in ga zdaj tudi javno objavili, bodo marsikatera vprašanja dobila odgovore. Seveda pa to ne pomeni, da ne delamo še naprej intenzivno na tem primeru, da ne raziskujemo odgovornosti. Danes sem še posebej zahteval od Ministrstva za notranje zadeve, da kolikor le more, seveda ker postopki imajo svoj tek, pospeši ugotavljanje tega, kaj se je pravzaprav zgodilo. Zakaj je prišlo do požara? Zakaj naj bi bila uničena relevantna dokumentacija? Zakaj podjetje ne more pravočasno sporočiti in obvestiti, katere snovi so bile skladiščene ali pa so celo šle v prostor in tako dalje. To je seveda povsem nedopustna praksa nekega podjetja in zato sem seveda tukaj zahteval, da se čim prej ugotovi tudi odgovornost. Na tem bodo policisti, kriminalisti, pristojne službe seveda delali. Danes, ko sem poslušal poročilo na vladi, sem tudi zastavil nekaj konkretnih vprašanj, sem lahko ponovno ugotovil to, o čemer sem bil obveščen že sproti, da pravzaprav vladne službe v sodelovanju z lokalnimi službami, torej lokalne samouprave, so že od prvega trenutka stopile v akcijo. Tukaj je bilo veliko narejenega od civilne zaščite do, bi rekel, zdravstvenih institucij in druge. Bile so na terenu inšpektori in drugi, pa vendar je očitno prišlo do nekega, ne vem, ali kratkega stika ali slabega obveščanja, kajti ljudje,
še vedno niso dobili dovolj informacij o tem, kaj se je tam dogajalo, čeprav so te službe vestno in zavzeto opravljale svoje delo. Tako da mislim, da v prihodnje se to ne sme več dogoditi, tudi obveščanje mora biti enako dobro, kot so ukrepi, ki so bili v tem primeru izvedeni. Razumem, da je bila tudi neka nepotrpežljivost glede izsledkov o tem, koliko je nesnaženo okolje, s katerimi snovmi, koliko lahko to nevarno vpliva na ljudi, pa vendar moram tu reči, da seveda pristojne institucije potrebujejo za to nek ustrezen čas, da te zadeve natančno raziščejo, da ne pride do neke situacije, ko se prezgodaj želi objaviti neki izsledek, ki pa še ni dokončen, ki še ni preverjen in potem prije kasneje do drugačne informacije in je zmeda še večja. Tako da pomembno je, da danes, zdaj imamo zanesljive podatke in da na podlagi tega se seveda nadalje ukrepa. Jaz bi se ob tej priložnosti želel tudi iskreno zahvaliti predstavnikom civilne zaščite, predstavnikom vseh ministrstv, inšpektorjem, službam, ki so bile na terenu že od prvega dne, tudi seveda lokalnim deležnikom, ki so pomagali sanirati škodo, predvsem v največji meri pa gasilcem. Več 100 gasilcev je nesebično, zelo požrtvovalno pomagalo pri gašenju in omejevanju škode, tudi na račun zdravja nekaterih gasilcev, ki je bilo ogroženo, in res jim tukaj izrekam javno pohvalo in zahvalo še enkrat, tako kot sem že tudi storil, ko sem obiskal samo mesto dogodka. To je dogodek, ki se ne sme ponoviti. Vsi Slovenci še kako znamo ceniti zdravo, čisto, zeleno okolje. Zato si vsak dan prizadevamo. Večina državljanov, verjamem, lokalne skupnosti, država, vsi skupaj delamo v tej smeri. In zato moramo v prihodnje storiti vse, da se primer Kemis ne ponovi. In zato moramo tudi v tem primeru pravno ustrezno ukrepati, da damo nek zgled, da tega nikakor ne bomo več dopustili. Kar zadeva drugo tematiko, ki sem jo napovedal, to je vrh današnje koalicije. Govorili smo predvsem o 3 pomembnih temah. Usklajevali smo poglede glede demografskega rezervnega sklada. Govorili smo o tem, kako izboljšati oziroma nadalje izboljšati stanje v Slovenski vojski. In spregovorili smo tudi o tem, kako bomo izbrali 2 nadzornika Slovenskega državnega holdinga v tem ali prihodnjem mesecu. Naj najprej povem, da glede Slovenskega državnega holdinga je zelo pomembno, da seveda z 2 novima članoma popolnimo strukturo nadzornega sveta SDH-ja, da bo lahko ta zelo pomemben organ, ki je nosilec korporativnega upravljanja v Sloveniji, seveda glede državnega premoženja, da bo lahko ta organ nemoteno deloval in izvedel vse tiste zahtevne postopke, ki so letos in v prihodnje pred njim. To je še posebej pomembno zato, ker imamo končno s mandatom te vlade sprejeto strategijo upravljanja z državnimi naložbami, državnim premoženjem. Se pravi, imamo postavljen sistem, kako se to dela po preverjenih merilih v korist države in državljanov. Imamo uveden torej red na tem področju in vesel sem tudi, da objektivni kazalci kažejo, da smo bili na tem področju res uspešni, kajti dobičkonosnost podjetij v državni lasti se je samo lani povečala za 7,4%. To je nek signal, nek pokazatelj, poleg nekaterih drugih, da upravljanje z državnim premoženjem končno gre v pravo smer. Seveda pa ne moremo biti tudi dovolj uspešni, če ne bomo poskrbeli, da tudi še preostala 2 nadzornika čim prej imenujemo. Verjamem, da bomo o tem odločali zelo kmalu na enih, torej od naslednjih vladnih sej in potem predlog poslali v državni zbor. Kar zadeva demografski rezervni sklad, naj rečem, da gre tu za pomembno zavezo iz koalicijske pogodbe. Pri oblikovanju predloga o demografskem skladu v vladi nimamo pred očmi le skrbi za, bi rekel, sedanje in prihajajoče generacije upokojenih, ki jih ta sklad seveda še kako zadeva, pač imamo pred očmi tudi naše mlade. Vzpostaviti moramo torej ta demografski rezervni sklad, ki bo
v težjih časih, ki so pred nami zaradi demografskih okoliščin, prinesel finančna sredstva, ki bodo pomagala blažiti težke demografske posledice. Trenutno smo v fazi zelo resnega politično-strokovnega usklajevanja in lahko rečem, da smo danes ugotovili, da je bil dosežen v preteklih tednih velik napredek pri tem usklajevanju. Pravzaprav smo zaprli večino odprtih vprašanj, imamo še 1 do 2 vprašanji odprti in verjamem, da jih bomo v tednu ali 2 dorekli, našli neko skupno rešitev in potem seveda na vladi predlagali zakon o tem skladu, ki ga bo Državni zbor obravnaval in verjamem, da tudi sprejel. Seveda so tu še druge teme, ki jih zdaj ne morem začeti, ampak s tem v zvezi jasno, koalicija ima stalno pred očmi tudi zdravstveno reformo, ki jo nadaljujemo, imamo pred očmi Center za socialno delo, reformo na področju gradbene okoljske zakonodaje, kjer smo zakone že poslali v Državni zbor in tako naprej. No, pa danes smo posebno pozornost namenili še položaju v Slovenski vojski. Seveda ta položaj tudi sam ves čas spremljam. Nenazadnje se bom jutri udeležil pomembnega vrha NATO v Bruslju, kjer bom moral pojasniti našo situacijo, naša stališča, naš pogled v prihodnost. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je ta skrb, da še nadalje izboljšamo situacijo v Slovenski vojski. Naj povem, da smo dobili pravzaprav stanje, ko smo začeli z delom v tej vladi, da smo dobili v obravnavo stanje, ki je bilo zelo zahtevno, zelo težko. Za časa prejšnjih vlad se je stanje v vojski stalno poslabševalo. To področje Slovenske vojske, obrambnega ministrstva je bilo že od vlade Boruta Pahorja naprej zelo zanemarjeno, situacija je slabšala, sredstev je bilo vedno manj in skozi leta smo seveda prišli do neke situacije, ki je bila nezavidljiva. Mi smo se že v začetku tega mandata zavezali, da bomo to stanje spremenili, izboljšali. In tako smo že s prvim letom nastopa te vlade ustavili trend padanja obrambnih izdatkov in ga nato začeli povečevati. Tudi letos bomo namenili 24 milijonov dodatnih sredstev za seveda izboljšavo stanja v vojski in nato v prihodnjem letu 30 in nadalje več kot 30 milijonov, skratka nadaljujemo s tem dodatnim finančnim vložkom vsako leto, da bi se stanje izboljšalo. Vendar se hkrati zavedamo, da mora iti en velik del tega denarja predvsem v modernizacijo naše Slovenske vojske, v nove investicije, to tudi zahteva NATO, seveda tudi zahteva vsake sodobne vojaške strukture, da pa moramo hkrati izboljšati tudi stanje glede statusa vojakov. Mi moramo narediti poklic vojaka bolj perspektiven, bolj zanimiv za mlade ljudi, mi moramo temu poklicu vrniti tisto dostojanstvo, ki ga pravzaprav vojska, ta poklic zasluži. Obrambna sposobnost vsake države je pomembna. Danes še kako vidimo, ko je svet na različne načine ogrožen, veliko je vojn, veliko je kriz, imamo tudi terorizem v Evropi, priča smo mu zelo pogosto tem strašljivim napadom in zato je še kako pomembno, da naše obrambne in varnostne strukture ohranjamo v dobri kondiciji in jih izboljšujemo. In zato seveda bo treba narediti tudi nekatere strukturne spremembe in tudi na področju plačne politike, najti neke poti, da bomo lahko mlade ljudi, vojake, tiste, ki so kandidati za služenje vojaškega roka, tudi na ta način ustrezno motivirali za služenje v vojski. Predvsem pa pričakujem od vodstva, od poveljstva vojske, da končno naredi tiste spremembe, ki bodo temu poklicu tudi na druge načine vrnile dostojanstvo, nek ugled. Ne moremo vsega rešiti z denarjem, čeprav se tu zelo trudimo in to pričakujem tu spremembe, ne pa samo ugotavljanje, da se nič ne da. Je še veliko rezerv, to sem danes opozoril tudi ministrstvo in verjamem, da jih bodo v prihodnje intenzivno iskali, da skupaj najdemo tudi medresorsko ustrezne rešitve. Omenil sem še primer Igorja Bavčarja, obsodilno obsodbo, do katere je prišlo. S tem v zvezi bi rad poudaril, da gre za nek dogodek, ki seveda kaže
da tudi slovensko pravosodje zmore in zna, tako kot se pravzaprav to vidi vsakodnevno, kajti stanje se izboljšuje, pa vendar ljudje najbolj opazimo te zadeve na takšnih odmevnih primerih. In naj ta odmevni primer izkoristim za to, da povem, da že 3 leta delamo intenzivno na tem, da izboljšamo stanje na področju pravne države. Zmanjšujemo še naprej sodne zaostanke. Svet Evrope nam je to izrecno priznal. Tukaj smo doživeli kar veliko pohvalo. Okrepili smo tožilske vrste. Statistike iz lanskega leta delovanja policije kažejo, da smo vedno bolj aktivni na področju preganjanja koruptivnih dejanj. Vedno več je ovadb, vedno več je preiskav. Tukaj se držimo načrta, da preprečujemo veliko korupcijo, da smo popolnoma, torej ničelno tolerantni do tega pojava v družbi. Kot veste, je vlada odstranila pravzaprav vse tiste motnje oziroma nedoslednosti, ki jih je od nas zahtevala mednarodna organizacija GRECO na področju korupcije. Tukaj smo pravzaprav prišli iz negativnega stanja v tem mandatu na pozitivno stanje in za zakonodajnimi ukrepi nadalje izboljšujemo pravne postopke. Tudi tako, da takšna zastaranja, kot so se dogajalo v preteklosti, ko so bi rekel veliki lumpi, če se izrazim nekoliko poljudsko, se izogibali roke pravice tako dolgo z različnimi opravičili, zdravniškimi in drugimi, vmes pa mora biti igrali košarko ali križarili na jahtah, da je na koncu zadeva zastarala. Kot veste, smo to že pred časom v tem mandatu z novo zakonodajno spremembo preprečili za naprej. V primeru Bavčar pa sem vesel, da kljub temu, da za ta primer je še veljala stara zakonodaja, ker se je začela obravnava prej, končno enkrat ni prišlo do sramotnega zastaranja, ampak je sodišče vestno odgovorno opravilo svojo nalogo. Mislim, da smo vsi državljani lahko tega zelo veseli in da to spodbuda za delovanje pravosodja tudi v prihodnje in seveda tudi vlade, ki z zakonodajnimi spremembami pomaga pravosodnim organom in organom pregona, da bodo lahko še bolj učinkoviti. Nenazadnje me na tem področju veseli tudi nedavno poročilo Varuha za človekove pravice, ki je ocenil, da je vlada naredila nadaljnji velik napredek na področju varstva človekovih pravic, da je veliko pozitivnih ocen prevladalo nad nekaterimi negativnimi, seveda pa kot predsednik vlade pričakujem predvsem, da bomo z ministri odpravljali tam napake, pomanjkljivosti, kjer imamo še negativne ocene. Ampak poročilo je pozitivno, pretežno in to je dobra spodbuda za nek optimizem, da tudi na področju pravne države pravzaprav delamo pomembne premike. Toliko za uvod, zdaj pa sem seveda na voljo za nekaj vprašanj. Miha Vrešnik, Kanala. Gospod predsednik, omenjali ste že na kratko zdravstveno reformo, zdaj v javnost so prišli neki novi izračuni za nekakšen davek, ki bi ga plačevali državljani namesto tega dopolnilnega zavarovanja. Niso še usklajeni z Ministrstvom za finance. Zanima me, v kolikem času ste postavili kakšen rok ministrici za zdravje, do kdaj mora biti to usklajeno in prinešeno potem na vladno sejo. A ta datum že imate, kdaj lahko to pričakujemo na vladi? Hvala. Hvala za vprašanje. Ministrica za zdravje mi je sama zagotovila, da bo do poletja pripravila vse ustrezne rešitve glede zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in verjamem, da se bo tega držala. Gre za izjemno zahtevno materijo, ki jo je treba uskladiti z več deležnikom, tudi z Ministrstvom za finance, seveda pa tudi za deležniki v družbi na področju zdravstva in podobno. Tako da napor je velik, kot veste, zdravstvena reforma terja na marsikaterem področju korenite premike. To ni enostavno, kajti koreniti premiki so vedno boleči, mnogi se jim upirajo, pogosto tudi tisti, ki so uveljavili neke prakse, ki pa jih čas več ne prenese, ker grejo na škodo pacientov in delovanja zdravstvenega sistema in tukaj vztrajno, bi rekel umirjeno, ampak odločno delamo korake naprej. In zato sem prepričan, da bo tudi do poletja ta zakonodaja, torej ta predlog pripravljen. Seveda pa razumem, da se vmes dogajajo različna usklajevanja, ki morajo pripeljati seveda pa do končnega predloga.
Maja Derčar, Radio Slovenija. Gospod premijer, v začetku tedna je odmevala izjava koprskega župana Borisa Popoviča, da ste bili, kar se tiče drugega tira, zavedeni strani vaših svetovalcev. Vi ste povabili gospoda Popoviča na razgovor, zakaj njega in ne recimo civilne iniciative in kaj si v bistvu, kako je potekal sestanek, kaj si od njega obetate in pa če smem še zastaviti drugo vprašanje, prav tako o drugem tiru. V spredju, v javnosti drugi tir zagovarjate vi, gospoda Leben, Dragonja, celo gospa Kozlovič, nekoliko pa umanjka minister Gašperšič. Vidi se, da ste ga nekoliko umaknili v ozadje, s tem, da koalicijski partnerici SD in Desus vedno bolj povzdikujeta glas v smislu, če minister Gašperšič ne bo uspešen pri dogovorih s civilno iniciativo, se bo tudi naša podpora omajala, recimo temu tako. Ali uživate, ali gospod Gašperšič uživa vaše zaupanje? Ja. Po vrsti. Omenili ste koprskega župana gospoda Popoviča. Jaz sem ga na razgovor glede vprašanja drugega tira povabil, še preden je bila vložena referendumska pobuda gospoda Kovačiča. Bila sva dogovorjena, da pride, pa je nenadoma hudo zbolel in ni mogel priti. Vabilo je ostalo odprto in jaz sem prosil, da takoj, ko bo mogel, pride in prišel je lahko šele zdaj. Pričemer me je zelo presenetilo dejstvo, da je dopoldne, preden je prišel k meni na razgovor, v katerem sem mislil, da se bo lahko odprto pogovarjali o vseh zadevah, na občini sklical sejo sveta občine in sprejel z nekaterimi, bi rekel, strankami. Pri tem ni sodelovala stranka Modernega centra, to naj poudarim, je temu nasprotovala. Torej, občinski svet sprejel neko deklaracijo proti drugemu tiru. Jaz res verjamem, da gre tu za velik nesporazum. Jaz bi rad državljankam, državljanom iz Kopra, občanom, občankam Kopra, Primorcem, Primorkam povedal, da naša vlada je pripravila optimalen načrt za izgradnjo drugega tira, ki je seveda projekt, kot sem že večkrat rekel, za Slovenijo. Zato, da postanemo in ostanemo geostrateško zanimiva, pomembna država, da smo na transportnem zemljevidu Evrope in sveta, kar je še posebej v interesu Luke Koper in seveda vseh tistih, ki živijo tam v lokalnem okolju. Se to prinaša nove zaposlitve, to prinaša više dohodke, to prinaša, bi rekel, same ugodnosti za to, za ta del našega Primorja. Pa tudi za Slovenijo kot celoto, za vse nas, ki bomo lahko ponosni, če nam uspe ta projekt. Ponosni pred Evropo in svetom. Zato ne morem razumeti, da je pred pogovorom z gospodom županom prišlo do te deklaracije, ki je pravzaprav onemogočila, da bi se lahko o projektu pogovarjala na nek zelo, bi rekel, sodelovalen način. Pa vendar, pogovor je bil spodoben, jaz bi rekel konstruktiven, v smislu, da so pač iskreno izmenjala mnenje. Jaz sem povedal, da zaupam svoji ekipi, da bom seveda vse njegove navedbe, ki jih izraža preko medijev, tudi jih je izrazil na tisti seji v ponedeljek, preveril. Kajti jaz preverim vse, kar mi državljani, kar mi nosilci funkcij povedo, kajti projekt drugega tira vodimo transparentno. Zato smo šli v sprejem zakona, da vsi državljani vedo, kaj bomo naredili, da ga sprejme predstavniški organ, torej najvišji organ države, parlament, ljudsko predstavništvo, da nič ne skrivamo. Zato o vsaki zadevi komuniciramo. Jaz sem osebno že imel pri sebi na obisku gospoda Jožeta P. Damjana za nekaterimi predstavniki civilne družbe. Govoril sem o tem z Marko Pavlihom in tako naprej. In zadolžil v zadnjem času, ko imam seveda veliko zadev, državnega sekretarja Jureta Lebna, da je v stalnem stiku s civilno iniciativo, ki sem jo omenil, ki jo predstavlja, kolikor pač jo, gospod Damjan, da je v stalnem stiku z Luko Koper in z drugimi deležniki na tem področju. In ko mi je gospod Popovič v razgovoru povedal, da bo po njegovem naš projekt stal Slovence 3,5 milijarde evrov, sem seveda jaz
močno podvomil v to, da on ima točne podatke ali pa da jih želi, bi rekel, točno interpretirati. Kot veste, po naših izračunih bi lahko projekt stal največ tam 938 milijonov evrov, seveda pa so možne tudi nižje ponudbe. Če bomo imeli nižje ponudbe, ki bodo stale, ki bodo pomenile, da je projekt mogoče izpeljati ceneje, bomo seveda z veseljem sprejeli. Ampak v zadevo je treba resno in poglejte, našo resnost dokazuje ne samo to, da je projekt transparenten, to sem razložil tudi gospodu Popoviču, ampak da ga podpira Evropska komisija, ki nam za vsak evro gleda pod prste, karkoli naredimo. Da ga nas podpira Evropska investicijska banka, ki nikoli ne odobri kredita, ki ga v tem primeru bo, če ni 100%, da projekt je domišljen. Agencija Jaspers, ki iz tehničnih vidikov asistira evropske institucije in jim pove, ali projekt tehnično stoji, ali je preverjen. Domača stroka, ki jo je naše ministrstvo za finance, za infrastrukturo in druga uporabilo, in predvsem smo v sodelovanju z KPK-jem, Računskim sodiščem in celo protikorupcijskim gibanjem institucijo Transparency International. Torej, resnično bolj transparentnega projekta Slovenija še ni imela, kar je tudi prav. Jaz sem se volivcem zavezal, da bom ravnal pošteno in v skladu s pravom. In to počnem. In zdaj pride gospod Popovič, jaz lahko spoštujem njegovo namero, kajti on si tudi želi drugega tira, pravi, ampak nekoliko pa dvomim v to, lahko potem, ko mi pove, da nasprotuje temu, sprejme deklaracijo, poziva podpisovanju na referendum in seveda mi predloži podatke, ki neznansko presegajo vsako razumno oceno, ki so jo do zdaj kadarkoli sprejeli strokovnjaki. Tako da jaz sem gospodu Popoviču povedal, da obžalujem to deklaracijo, da bom zagotovo ta projekt z ministri in drugimi vlado, torej koalicijo, peljal naprej v smeri čim manjše obremenitve za davkoplačevalce in tako, da bo Slovenija dobila dostojno rešitev v korist vseh nas, da pa bom seveda njegove navedbe, vsaj tiste nekatere specifične, dal ponovno preveriti in to sem tudi že do neke mere naredil in dobil odgovore tako kot prej, da ne držijo. Pa vendar, odprt sem za dialog. Kar zadeva koalicijo. Koalicija je soglasno, da je na vrhu koalicije večkrat podprla projekt drugi tir in v državnem zboru ste to lepo videli. Tako Desus kot SD, skupaj za SMC seveda. Tudi to je dejstvo, da SMC tu ima neko odločilno vlogo, ker tudi naš minister, naše ministrstvo, torej naše skupno, ampak seveda vodi ga minister iz naših vrst, vodi ta projekt. Vsi skupaj smo podprli zakon prvič, že prvič je bil sprejet za absolutno večino, torej nadpolovično večino državnem zboru. In potem še, ko smo morali glasovati o vetu, še enkrat za absolutno večino. 49 glasov. Jaz mislim, da to jasno kaže, kje smo. Če pa kdo od koalicijskih partnerjev komunicira kaj drugega, potem se morate pa pravzaprav obrniti nanj, zakaj to počne. Jaz verjamem, da bodo ostali koalicijski partnerji vsi čvrsto skupaj, to je vladna odločitev. Tudi v prihodnje seveda. Minister Gašperšič je aktualni minister v moji vladi, dejstvo pa je, da pokriva široko področje. Tudi energetiko, obnovo cest, plus železnici in tako dalje, zato sem zadolžil z njegovim, seveda, z njegovo privolitvijo, tako rečem, ampak to je bila v glavnem tudi moja odločitev, državnega sekretarja Jureta Lebna, da se izrazito posveti prav problematiki drugega tira, kajti ta projekt res terja vsaj eno osebo na ministrstvu na višji ravni, ki se mu popolnoma posveti. Minister pa mora pokrivati celoto področje. Zato v tem primeru zdaj upravlja te številne stike tudi s tujimi državami, kajti vemo, da 5 držav podpira naš projekt, od tega 4 zaledne, ob vseh evropskih institucijah, ki sem jih omenil. Tako da zadeve so tako zastavljene, imamo jasno vizijo, imamo jasen načrt in če bo zakon sprejet, bomo lahko, torej če bo zakon uveljavljen, kajti sprejet je že bil, bomo lahko ta projekt speljali na najbolj optimalen način, z najmanjšo možno obremenitvijo naših davkoplačevalcev in hkrati z veliko koristjo za Slovenijo in še posebej tudi za Luko Koper, Slovenske železnice in tako naprej.
gospod premier Anže Božič, Pop TV, mene pa tudi zanima drugi tir, ampak bolj z vidika odgovornosti. Predvsej močne besede ste uporabil, mislim, da ste rekel, da je to da tako transparentnega projekta Slovenija še ni imela. Zelo podobne besede smo slišali tudi v primeru naročila Patrije in pogradnje T6, če se jaz ne motim, zato z vidika odgovornosti zanima, gospod premier, kdo tu nosi politično, kdo tu nosi morda tudi kazensko odgovornost, če bi bilo temu potreba pravno, skratka, je to, ne vem, minister, ste to vi, je to cela vlada, je to gospod Leben, kdo je tu odgovoren, če zadeve morda ne grejo tako, kot vi predvidevate, da bodo šle? Torej, za vsako dejanje na tem projektu odgovarja vsako skladu s svojim pristojnostmi. Če je državni zbor sprejel zakon v drugem tiru in ga vlada predlagala, smo skupno vsi, cela koalicija, ki je ta zakon podprla, vključno s tistimi, ki so morda tudi glasovali za, poleg koalicije, smo soodgovorni za to zakonsko zasnovo, za ta projekt. V največji meri je operativno, politično in operativno odgovoren za projekt seveda minister Gašperšič, ki je že sam to jasno nakazal s tem, ko je povedal, da bo v primeru neuspeha vstopil, ampak to je evidentno. V tem primeru sploh se to samo po sebi razume, kajti ta projekt je tako pomemben. In odgovorni so tudi vsi tisti drugi, ki so sodelovali pri tej konstrukciji. Pristojna ministrstva, ki so delala izračune, da nima finančne in tako naprej. Torej, odgovornost je tu deljena, ampak ve se, kdo nosi odgovornost, zakaj. Ampak ta projekt je najbolj transparenten zato, ker ga stalno, bi rekel, komuniciramo s civilno družbo, tudi z našimi največjimi nasprotniki tega projekta. Smo v stalnem odprtem dialogu, predstavljamo jim vsa dejstva. Odprti nas proti evropskim institucijam, odprti nas proti sosednjim državam, kolikor so pa